Dober dan. Evo, pa smo nazaj v novem vlogu, ki se tiče treninga za špartanski tek, ki se bo, upam, da dogajajo konec maja, tako je po urniku. Zdaj, nisem čist ziher, mogoče bo to celo zadnji vlog za špartanski tek glede treningov. Lahko da si jim še kaj izmislil, oziroma če dobim kako vprašanje, ki se bo navezovalo na špartanski tek, ali pa če dobim kako idejo, kaj bi še lahko naredil, pol z veseljem sprejemam in naredim nov vlog, ampak mislim, da sem bolj kot ne obdelal to, kar je bilo treba za trening za špartanski tek. Tet trening je v bistvu tip treninga, ko je večini populacije najmanj všeč. Med treningom sicer najbolj trpimo, kar verjetno kaže, da smo v tem najslabši in pač moramo to bolj trenirati. Res je, da ga veliko ljudi oziroma trenerjev uporablja tudi kot trening, kot visokointenzivni trening za izgubo maščobe. Ampak point treninga ni izguba maščobe, point treninga je laktatna vzdržljivost oziroma toleranca na mlečno kislino. Se pravi, to je malo drugače kot pa tisto, kar vidimo v fitnesih, ko traja trening 20 minut ali pa pol ure, pa moraš dati vse od sebe v tistih pol urah. Tet trening je dejansko, tako da bi rekel, dolgotrajajoč visokointenzivni trening. In je eden izmed najtežjih treningov za naš sistem oziroma za telo, ko ga lahko pač naredimo. Če bi mogel na hitro opisati, kaj se med tem treningom v bistvu sploh zgodi, zakaj je tek težek, je v bistvu zato, ker količina laktata in mlečne kisline zraste takoj, oziroma pač ful hiter, in mi moramo trening, oziroma mi moramo napor izvajati pod to mlečno kislino oziroma laktatom še dolgo časa. Zato je te trening tek težek, pa v bistvu to je cela filozofija, kaj se med treningom zgodi. Zdaj ne bi rad spet obnavljal, kaj je to laktat, pa kaj je to mlečna kislina, zato bom sam prelepil noter klip od prejšnjega videa, da bo lažje. Teda, če si že gledal prejšnji video, lahko sam preskrolaš naprej, pa nadaljuješ tam, ko se v bistvu konča video v razlagi, kaj je laktat, pa kaj je mlečna kislina. Nastajajo odpadni produkti. In odpadni produkt lahko si najlažje predstavljamo tek, ko ti delaš nek trening, pa te začne mišica peči med izvajanjem vaj, tam se nabirajo neki odpadni produkti, ki se imenuje ta laktat in mlečna kislina. In pač ljudje bolj zmotno mislijo, da odpadni produkti so pa dejansko sam za odpad in jih telo ne more izkoristiti in da je to pač pol neka slaba stran vadbe. To ni muskelfiber, to lahko povzroči tudi muskelfiber oziroma ga poveča. Je pa res, da določene odpadne produkte lahko uporabljamo naprej za energijo in niso slabi. Danes bomo izpostavili laktat pa mlečno kislino. Veliko ljudi misli, da zaradi tega, ker so to odpadna produkta in povzročata pekočo bolečino, da pa škodujeta športnemu performancu. Ampak to ni res. Zdaj, laktat pa mlečna kislina nista ista stvar. Laktat pa mlečna kislina sta ful podobna, samo da ima mlečna kislina en ion več. Ok, predstavljamo si, da delamo počepe, pa da delamo, 50 ponovitev z malimi kilami. In pri 20 ponoviti nas začne peči. Kaj se je zdaj zgodilo v telesu? Počep je tako intenziven, da telo med izvajanjem, pač med tem, ko počepamo, ne more za proizvodnjo energije uporabljati kisika in zato v telesu nastaja laktat, ker laktat se pa lahko uporablja tudi, ko ni prisotnosti kisika. In zdaj to je super. Mi laktat dejansko nujno rabimo, zaradi tega, da lahko telo v prisotnosti oziroma v neprisotnosti kisika dela neko energijo za mišice. Problem nastane, ko laktata nastaja tek, da ga telo ne more sproti pucati. In ko se zgodi to, laktat dobi en dodaten ion in pol nastane mlečna kislina. Se pravi, dejansko se sam laktat spremeni v kislo verzijo laktata. In to v bistvu zakisa mišice. In zdaj, ta zakisenost se pa zgodi zaradi tega, ker telo zazna nabiranje laktata v sinaptičnih kanalih, mislim, da se reče synaptic cleft, bom tule dal eno slikico, tu vmes se nabira laktat in živčni impulzi ne morejo iti več iz motorične enote oziroma iz možganov do mišic in se mišica pač enostavno neha krčiti, ker nima več signalov, ker se je toliko laktata nakopičilo v teh sinaptičnih kleftih. Ok, zdaj ko smo obnovili, kaj je to mlečna kislina pa laktat, si pa v bistvu malo podrobno pogledamo trening, pa zakaj bi šli sploh trening delati. Ok, zdaj da ni koga zmedlo. Prejšnji video je tudi nekaj v zvezi z laktatom. Ampak, prejšnji video je imel bolj poudarek na vzdržljivosti v moči. Se pravi, ja, res je, da se bo tam isto zvišal laktat, pa bo nastajala mlečna kislina. Ampak ne tako hitro. Tam se bo laktat postopno višal in ko bo telo bolj učinkovito, bo lahko tudi laktat spucalo in mogoče, če bomo izbrali pravo intenziteto, lahko sploh ne bo prišlo do nabiranja mlečne kisline. Pri tem treningu zdaj, ko bomo pa danes govorili o njemu, bo pa ne glede na to, koliko si ti sposoben, da se začela kopičiti mlečna kislina in se ti bo poslabšalo sinaptično delovanje, kar bo pač posledično pol povzročilo slabše vžiganje mišičnih vlaken, slabšo mišično koordinacijo, pekočo bolečino, bruhanje, smrt.
No, ok, smrti glih ne, ampak težek trening bo. Se pravi, to je razlika. Tam je počasno kopičenje laktata in mlečne kisline, to je pa v vsakem primeru se nakopiči in ti moraš med tem delati. Zdaj, več teh treningov, ko bomo naredili, oziroma bolj pogosto, ko bomo delali te trening, bolj učinkovita bo postala naša homeostaza in delovanje nepovratnih zank v našem telesu. Ok, zdaj sem pa vrgel ene par besed ven, ko mogoče kdo od vas ne ve, kaj pomeni. Zato si bomo prvo pogledali, kaj sploh homeostaza pomeni, pa kaj to je nepovratna zanka. Homeostaza je v bistvu nadzorni center v telesu, ki skrbi, da se notranje okolje telesa, se pravi krvni tlak, sladkor, nastajanje encimov, nastajanje holesterola, karkoli v glavnem se dogaja v notranjem okolju telesa, ostane čim bolj nespremenjeno, kljub temu, da se zunanje okolje telesa spreminja. Najboljši primer je, da gremo mi na trening, pa delamo nek trening in kaj se zgodi? V telesu se dvigne krvni pretok, se dvigne krvni pritisk, se začnejo določeni encimi proizvajati bolj hiter, začnejo nastajati oziroma se dogaja sekrecija določenih hormonov in naloga homeostaze je, da poskuša to nastajanje vsega oziroma povečanje vsega v telesu čim prej znižati nazaj na normalne ravni. Se pravi, skrb za notranje okolje, da je čim bolj, kar se da, konstantno, ne glede na to, kar se dogaja zunaj. To je naloga homeostaze. In homeostaza deluje po principu negativnih povratnih zank. Zdaj, beseda negativno ne pomeni nič slabega, ampak sam pomeni, da se odzove glih na obratni način, ko pa nekaj, kar se spremeni v telesu. Zdaj, da boste bolj zastopili, kaj sem glih kar rekel, je najboljši primer po moje prikazan z cukrom, z inzulinom pa z glukagonom. Zdaj, ko mi pojemo neke ogljikove hidrate, to se najbolj pozna pri enostavnih ogljikovih hidratih, se pravi rafiniran sladkor, neke čokolade, neke slaščice. Normalno odziv telesa je, oziroma v telesu je, da se bo cuker v krvi dvignil. Ampak zaradi tega, ker so enostavni ogljikovi hidrati, se bo to zgodilo ful hitro pa ful drastično in se bo cuker zvišal hitro pa fejst. In zdaj naravni odziv telesa je, kar je super, da sprosti inzulin. Zdaj pa, ker je telo zaznalo drastičen dvig sladkorja, bo tudi naredilo drastično mero in bo dvignilo drastično inzulin. Se pravi, veliko inzulina pa hitro. In kaj bo inzulin naredil? Inzulinova naloga je, da zniža krvni sladkor. In zaradi tega, ker ga je telo sprostilo full velik, bo te sladkor v krvi znižalo, kar je super, ampak ga bo znižalo drastično, se pravi pod neko normalno raven. Če si mi predstavljamo, tu je neka črta, kjer mora potekati raven sladkorja. In zdaj, ko mi zaužijemo cuker, se raven sladkorja full zviša, mogo bi se zvišati tek. Zviša se pa tek. In zaradi tega, ker se pa zdaj inzulin sprosti, bo cuker namesto, da bi padel počasi dol na normalno raven, bo padel iz tega dol, pa bo šel pod to mejo. In to pa spet ni fajn, ker premalo cukra pa v telesu ne smemo imeti. In kaj se sproži pol? Pol se sproži glukagon. In glukagon pa naredi glih obratno kot inzulin. Se pravi, proizvaja z določenimi substrati cuker in ga nafila v kri, da se lahko cuker v krvi spet dvigne. Se pravi, dejansko pol deluje tek. Tule je neka normalna raven sladkorja, mi cuker pojemo, pade pod neko raven in pol glukagon se vključi in ga spet vrže nazaj. In pol se spet vključi inzulin in ga vrže do nazaj. In zdaj, to je zdaj na ekstremnem primeru pokazano. Se pravi, drugače se to ne dogaja tek. Če je vse urejeno z našo prehrano, se dogaja to, je taka neka, to je neko pravilno delovanje glukagona pa inzulina. V glavnem, to je nepovratna zanka. Upam, da sem kolikor toliko razložil. Se pravi, mi pojemo sladkor, drastičen dvig sladkorja v krvi. Se vključi inzulin, drastično zniža nivo in se vključi nepovratna zanka, ki je že druga, bum, glukagon in gre spet cuker na normalni nivo. Se pravi, nepovratna zanka je dejansko delovanje inzulina, ko zvišan sladkor zniža. To je negativna nepovratna zanka, zato se imenuje negativna, ker nekaj, kar je višje, pol zniža. Ok, in kaj ima zdaj sploh veze tule ta negativna povratna zanka z našim treningom? Načeloma zelo podobno kot zadnjič. Se pravi, zadnjič smo imeli sprotno pucanje laktata, da mlečna kislina sploh ne nastaja. Danes bomo imeli pa delovanje telesa v okolju, kjer je nabrana mlečna kislina. Se pravi, mlečna kislina se bo v vsakem primeru nabrala. Sinaptične špranje bomo imeli v vsakem primeru nasičene z mlečno kislino. In zdaj je naloga telesa, da najde pot okoli tega. Zdaj lahko jo najde na način. Tu je važna zdaj genetika, glede na to, kako smo mi pripravljeni, kak tip telesa imamo, kako dolgo že izvajamo treninge. Ampak lahko se zgodi ene par izmed teh stvari. Lahko se zgodi, da bo telo začelo proizvajati več nevrotransmiterjev, zato da bojo signali lahko delovali tako je treba. Lahko se zgodi, da bo telo boljš
pucalo mlečno kislino, zaradi tega, ker bo njen pufrski sistem deloval boljš. Lahko se pa zgodi enostavno, da bo več električnih signalov, zaradi tega, ker bo pač telo videlo, ok, zdaj moram še bolj pošiljati signale, da bo prišlo do mišic oziroma skozi nevrone do mišic signal, da bo lahko motorična enota krčila mišice. Se pravi, na več načinov lahko se zdaj naše telo prilagodi. Najboljše, če se na vse, kar načeloma se bo, je pa malo odvisno od genetike, malo je odvisno od tega, kako imamo mi aminokislinski bazen poln, kakšne kvalitetne aminokisline imamo, če imamo sploh aminokisline v telesu dost. Se pravi, veliko stvari je odvisnih od tega, na kak način se bo zdaj telo oziroma homeostaza telesa odzvala na tec stimulus. Ok, to je to. Ne bom zdaj še tu zakompliciral zadev, pa govoril, kaj je to pufrski sistem. Bom sicer dal neko kratko definicijo, kaj je to pufrski sistem prej, ko sem omenil, tule na to stran, ampak najboljše, da gremo zdaj kar na trening, da si pogledamo princip treninga pa vaje. Ok, trening deluje po principu zakisi se hitro, pa probi pač ne umret, medtem ko ga izvajaš, in se stoji v bistvu imenuje se, da ne bom pozabil to povedati, imenuje se Fatal 40, teda si ga lahko vsak gre na Google pogledati. Izvaja se 13 vaj različnih, pri vsaki vaji, to so vaje za moč, pri vsaki vaji narediš 40 ponovitev, med temi vajami imaš pa 400 metrov teka. Pa s tekom začneš, pa s tekom končaš. Se pravi, v bistvu narediš 520 ponovitev za moč, med tem pa laufaš še 400 metrov, kar na koncu znese 5,6 km. Se pravi, začneš za 400 metrov teka, narediš vajo, 400 metrov teka, narediš vajo, 400 metrov teka, narediš vajo in se tek dogaja do konca, ko narediš zadnjo vajo, imaš še zadnji tek. To je celoten trening. Zdaj, tak trening mi je ratalo narediti v 55 minutah najhitreje. Fora pa je, da pol ko sem študiral, ok, si ga naredim hitro, kolikor toliko pripravljen sem, zdaj pa to ni čisto isto, kot pa špartanski tek. Špartanski tek traja 10 km, vsaj to je ta srednja proga, na katero grem jaz. Plus tega pa nobena vaja pri špartanskem teku, ko je umestna, se pravi vaja za moč oziroma overa, ne traja tako dolgo kot 40 ponovitev. Zato ga jaz delam malo na drugačen način. Jaz ga delam tako, da v bistvu naredim 2 kroga Fatal 40, s tem, da si vaje razpolovim. V bistvu naredim isto 512 ponovitev, ampak delam pač 20 ponovitev na vajo, pa 2 kroga, se pravi, namest 5,6 km naredim 11,2 km, kar pol načeloma znese glih v nulo, tako je špartanski tek. Se pravi, ponovitve za moč trajajo približno to, ko bi trajala neka overa, pa dolžina teka oziroma dolžina distanca, ko jo naredim, je isto dolga oziroma še malo več, ko bo pa špartanski tek. Teda to bo v nulo. To imam pa zdaj rekord, da sem ga naredil v 72 minutah, se pravi 1 ura 12 minut. Zdaj, pri tem načinu, se pravi, ko delam 2 kroga, pokurim od 850 do 1080 kalorij, povprečen puls imam 170, pa tako sem že prej omenil, cajt je 1 ura 12. Najhitrejši, ko mi je do zdaj rato. Pri oni drugi varianti, ko je pa v bistvu sam Fatal 40, ko je pa 40 ponovitev, pa greš enkrat skozi, imam pa 850 do 950 kalorij, puls je sicer malo večji, zato ker je malo krajši, si lahko privoščim večjo intenzivnost vaj, se pravi, meni je kazalo, da imam 174 povprečnega pulza, pri enem treningu sem ga imel tudi 179, čas trajanja je pa tako nek 55 minut. Ok, zdaj pa gremo na vaje. Prva vaja je v bistvu tek, ni vaja, se pravi, v tek ne bom počel kot vaja, ker tek itak skozi delaš. Se pravi, začneš z 400 metri teka. Zdaj, kaj je pri teku pomembno? Pomembno je samo to, da toliko poznaš svoje telo, to je pomembno, da pač poznaš svoje telo, da probaš vseh 26 rund, ko jih boš naredil, oziroma 13 rund, če greš kratko verzijo, da jih boš naredil z isto intenziteto. In jaz sem zdaj ugotovil, da lahko držim 26 rund, če laufam 11,8 km na uro. Se pravi, 400 metrov prelaufam 11,8 km na uro vedno. Ok, prva vaja. Prva vaja je wall ball. Zdaj, pri wall ballu ni nič kaj drugega, dejansko delaš počep z medicinko, medicinka ne bo težka 10 kg za moške, pa 6 kg za ženske. In greš v bistvu prvo v počep, globok, pa ko prihaja do ekstenzije, pa v bistvu žogo vržeš v zrak, kakor davčijo pač moraš vreči, in pol, ko jo loviš, kar povežeš to, da greš kar dol počep. In narediš to 20 krat. Se pravi, pri daljši verziji narediš 20 ponovitev, pri krajši verziji narediš 40 ponovitev. Naslednja vaja je nalog s kettlebellom. Edino, kar lahko tu povem, je, da ne bo za punce 12-kilski kettlebell, pa za moške 20-kilski kettlebell. Tretja vaja je pull-up. Zdaj, vsi, ko imate doma kako štango za pull-up, vsaka čast, jaz tega nimam žal in sem pač mogel malo prirediti vajo, zdaj da bojo približno iste mišice delale, pa da bo nek potek, delam pač row s kettlebellom 20-kilskim. Četrta vaja je drugač deadlift, ampak zaradi tega, ker nimam dosto teži, 20 kg mi je res malo lahko za deadlift, sem si izbral, da delam lastovko, ki je pa v bistvu takoj obtežil vaje za 80% in delam 10, pač na vsako stran 10, se pravi na vsako nogo, za 20-kilskim kettlebellom. Peta vaja so sklece.
tu nimam kaj drugega za reči, pa da res paziš, da je forma popolna. Se pravi, kljub temu, da si zmatran, probaš paziti na popolno formo. Tako pri vsaki vaji. Ampak pri sledcah je še bolj pomembno, zaradi tega, ker se da kaj porušiti. Šesta vaja za moč oziroma kardio so box jumpi. Zdaj, če imaš box doma, si izberi, da je visok 1 meter, če ne pa če izberi tako jaz, ko sem izbral mojo teraso, ko je glih 1,10 meter, pa imaš isto 20 skokov oziroma 40. Sedma vaja je kettlebell swing. Tule imaš isto, ženske imajo 12-kilskega, moški imajo 20-kilskega, pa isto probaš narediti unbroken, če se da. Osma vaja za moč so leg raizi. Tule paziš, da je medenica konstantno aktivirana, da ti ne lomi v hrbto, to, kar se dogaja veliko komu. Zdaj, če nisi dosti močen, poskrbiš, da se odzadi na neko steno oziroma nekam dotakneš, da ti šištja, če ne pač manj dviguješ noge. Ampak še vseeno probaš, da greš čez tisto vodo ravno, da noge spraviš vsaj gr čez 90 stopinj. Naslednja vaja so air squati oziroma počepi z lastno težo. Tu je pač sam fora, da jaz probam narediti unbroken, se pravi, da je tekoče ponovitve, da so vse isto hitre, pa da pač jih naredim v enem. Naslednja vaja je vaja kettlebell snatch oziroma kettlebell nalog. Zdaj, če ne znaš delati kettlebell snatch oziroma kettlebell nalog, lahko delaš tudi prese oziroma kettlebell press, ne bo zdaj isto oziroma podobno, boš pa malo rame tudi dobil. Teda lahko delaš tudi kettlebell press. 11. vaja so double underi. Pri double underih je tako, da jih naredim kar 40, ni važno, da delam dolg trening ali kratek trening, kratko verzijo ali dolgo verzijo, zaradi tega, ker sem se jih zdaj že toliko grifal. Tam jih uspe narediti vsaj 20 skup. Če jih naredim 20 skup, sem že kar dober, tako da to je za mene veliko. In v bistvu v 2 rundah ponavadi končam serijo double underjev. Se pravi, dvojni poskoki s kolebnico. Če pa ne znaš delati dvojnih, deli pa če nojne, pa sam dej dvojno dozo. Se pravi, kolikor si jih izbral double underjev, dej krat 2 pa deli normalne. Predzadnja vaja za moč je v bistvu zapiranje knjig. Jaz naredim na tak način, da imam noge skozi dvigane v luft, pa da se s prsti rok, pač ko grem gr, se dotaknem pet, zaradi tega, da moram res pokrčiti trup, da prijem čim dlje gr. Kar moraš tule paziti je, ko vidiš, da jaz stegnem roke nazaj, to naredim zaradi tega, ker me prisili, telo se hoče zlomiti v medenici, se pravi, hoče medenica popustiti stik s tlemi in to se ne sme zgoditi. Zdaj jaz si pač vajo težim tako, da roke stegnem nazaj, lažja varianta je, da roke ne stegneš nazaj, ampak v vsakem primeru mora medenica imeti stik s podlago skozi. Pa je še pa zadnja vaja so pa vojaški, to pa poznajo vsi, oziroma poznamo vsi, in jih pač probaš spet cilj tega, da jih narediš čim manj pavze, se pravi unbroken, probi držati nek tempo, pri vsaki vaji ni pomembno, da se zdaj zaženeš, da te res pač skozi peče, itak te bo peklo, ampak probi držati tempo. Višji tempo, ko boš lahko držal skozi vaje, ko jih boš delal, boljši bo cajt na koncu. Ni poanta, da narediš vajo čim prej, pa da te pol tek zakisa, da druge vaje sploh ne moš delati. Se pravi, tu pazi, da je tempo skozi, ne vem, 80%, pa da lahko vse vaje res narediš 80% in boš videl, da se ti bo cajt izboljševal. Zato, ker bo 80% kar naenkrat postajalo lažje, pa lažje, pa lažje, oziroma z 80% boš lahko naredil več. No in pol gre za na konec še laufat. Zdaj, če delaš ta kratko verzijo, se pravi Fatal 40 original, pol pač imaš tek, 400 metrov pa si konc. Če delaš pa mojega, oziroma moja varianta, ko je daljša varianta, imaš pa v bistvu 800 metrov teka. Zato, ker narediš v bistvu tek za končanje prve serije, pa pol tek za začetek druge. To ne pozabiti. Ok, to je to. Zdaj pa še spustil trening skozi, da si ga lahko pač pogledaš, pa vidiš, kako dejansko izgledajo vaje. Posneto je vsako tam cca 5 ponovitev, sem posnel tako, da se vidi izvedba vaje približno. Posnel sem tudi približno mojo progo, ko je glih 400 metrov v nulo, teda lahko imaš malo predstave, kako izgleda.
Give me 40. 1, 2, 3. Trening bo pomagal zvišati toleranco na bolečino, zaradi tega, ker itak skozi peče in se pač mišica pol malo navadi na neko pekočo bolečino in je lahko malo vedno več zdržiš. Druga stvar, ko je meni pri tem treningu všeč, je to, da je trening tudi ful dober za mentalno moč, oziroma pač pomembnije iz mentalnega vidika. Zaradi tega, ker ti pri prvi vaji se že vprašaš, zakaj si tako budalo, da si šel te trening delat in imaš pol še 1:10 za delat. In če daš to skozi, dejansko je ful težko, vmes trpiš, vmes bi rajš bil kjerkoli druge, sam ne tu, ampak ko narediš trening, prvo se počutiš, ok, končno, sposoben sem bil te trening končati, nekaj sem naredil, pač vse kaj težjega v dnevu ne more biti in je ful boljš iz vidika stresa, iz vidika samopodobe, tako da trening je tudi iz mentalnega vidika ful fajn. Izboljšanje pa tudi delovanje mišic, oziroma pač medmišično koordinacijo, eksplozivnost, moč med tem, ko bomo utrujeni. Kar je ful pomembno, naprimer, iz vidika špartanskega teka, ker tam bojo med tem, ko ti laufaš, te skozi rukali z nekimi ovirami in med tem, ko si ti zakisan, ko imaš nek tempo pri teku, moraš narediti nekaj za moč, kar pa te trening v bistvu še najbolj koristi. To je to. Spet bom omenil Patreon, da se spomniš, da greš pogledat, če te zanima, pa lahko subscribaš, drugače pa izvajanje treninga na lastno odgovornost. Hvala za ogled, pa sporoči, če imaš kako vprašanje, če imaš kako pripombo, pa če te zanima, kako bi kako vajo spremenil, glede na to, da nimaš vseh pripomočkov. Ajde!